Animoko je tudi precej aktiven seveda na drugih konvenčnih, vedno imate neke stojnice, tako je že tako neprogrešljiv del in vedno imate neki zabaven program zraven svoje stojnice. Joj, na mofukovno, kokice. Če so imeli tam nagradno, kaj že ono žrebanje, srečelo, vedno postrimo, ne. Ja, tako, imate neko predstavitev. Interaktivnost, vedno gremo na, pač Animoko smo se vedno zmestili tudi dogodke, ko imamo interaktivnost, tudi eventi, torej, kaj so že konvenčene, ne. Interaktivno, da če ljudje pridejo, da ne pridejo, samo tam gledajo, naredijo obvod 5 minut, pa grejo ven, to je brez veze, ne. Pride tja, sodeluj, vzami si poračinko za stojnje. Spomnim se, koliko je bilo kravala tam na vaše, ko so bili sam kokice. Kaj prodali smo pa vse srečke, ne. To pa tu je, ne. Jaz nisem imel sploh časa zapustiti naše stojnice. Mi lahko opišeš malo, kako je sploh izgledala ta program vaš? Kaos. So bile samo kokice ali pa še kaj spremljevalnega? Pač smo še imeli tako bobne lepo zravno. Ja. Na Switchu. Tisto je pač vedno. Tisto je vedno zanimivo. Tisto je vedno zanimivo, pač ker tako bobne, Da še to bilo zraven, tako so lahko tam zraven igrali, pač tukaj so bile sreče lov, pač žrebali smo potem nagrado tako na Twitchu, tako kot ponavadi. Pač bolj manj gre se za to, da je pač prodaja, ne, in zdaj ne, jaz sem kmečki otrok, ne, jaz sem z Omo gor rastel, ne, jaz sem hodil na tržnico zraven, jaz sem tudi po naravi bolj glasen človek, ne, in Oma vedno, pa daj se ne, kliče stranke, ne, in jaz, pa zdaj tudi, Gregi Energy. Ja, ne, pač pridite, kupite, ne, mislim, zakaj pa ne, zdaj, ker včasih gledaš ljudje, veš, danes so ljudje tisto, ne, hodi, ne, desno, tisto, kaj ga zanima in to je to, ne bo pa nič pogledal levo, desno, ne, da pa če ti nekaj viš, gleda, oni ne, sem zdaj, alo, sem pa gre, ne, tisto, mi smo imeli dobesedno, bom rekel, na neki točki je bilo prav ljudi, ki imajo gača mentaliteto, smo jih tako engageali, da je 3-4 ljudje so nam pustili celo premoženje tam. Oh my god, ker so šli gača, ne, ker so hoteli srečalo, hoteli so dobiti tisti. Psihološko ste izmanipulirali, glej. Dobili so ljudi, ki že toliko igrajo gača. Ko najdeš tisto, ne, ko ti so fileš, tisto energijo. Zgrabili so to ranljivost v njih, so že tako Je pa res, če imaš stojnico, da ne moreš nikamor iti. To je edini minus potem. Kaj pa dobijo iz te gače? Kaj so te srečke dejansko? Pač, dosti, bom rekel, pač smo na klasičen srečelov šli, torej pač kje dobimo kaj za stojn, kakve zadeve, to vržeš noter, ne, pač je malo smešno, ne, ampak so potem tudi glavne nagrade toliko bolj mikavne, večje, ne. Kdo je dobil po Switchu? Ker jaz nisem dobil pol maila, da sem ga dobil. Ne vemo, da je bil, ampak Je pa ne. Je dobila tista, kaj največ denarja zapravo. Torej se je poplačalo nazaj. Je nekako Največ možnosti kot imela. Ja, ne, pač možda tudi, da pač smo šli v smislu, torej ne prazne srečke, ampak smo imeli tudi za nagradno igro za žrebanje, ne. In več, ko si ti imel entryjo, večja šansa. Čist prazne, so še pač nalepke zraven. Nalepke so bile zraven, kakve manjše darilce, take toliko, da ni za glih. Koverta je bila pač lepo, pa si lahko imel noter ali pač 5 lističev za žreb, ali pa pač različne igra v igri v bistvu smo imeli. Ko smo še imeli dansko eno zadevo, ko smo pač mogli daj se metati, kocke bolj. Recimo ne smo imeli noter srečko, ki je bila kao napisana kocka gor. Meči kocko, pa si dobil toliko srečko. Toliko srečki za stojn dobil. Da se 1 evro dal, pa mislim, da dobil 10 srečk za stojn. Se mislite, da ne. Pač toliko, veš, glede na to, kako mentaliteta je dan danes, moram reči, zdaj otroci, zdaj pač nasploh mladina, zdaj smo taki več mladenični glih, ne, ampak je mentaliteta TikToka, teh zadev pač hitro nekaj dobiti, na hitro nekaj, na random, lahko. Vi skušate obdržati tam ljudi malo dlje, pa malo bolj socializirati. Da vidijo plakat, glej, obstajajo nekaj, potem pa prideš, ne vem, na kaki kviz, pa to pa ti prije, Maribor, tudi ne nekaj, plakat, plakat, Maribor, in to non-stop dobiš. Pač na Umiku je zdaj pa pač malo drugače bilo, ne, pač smo naredili treasure hunt.
to mi je najbolj sad, ko dejansko organiziraš svojo stojnico, nimaš časa videti takih stvari. In sem full sad, da nisem mogel sodelovati, ker se spomnim, ko ste potem pisali, bila je ena Anja na kavomate, nihče je ni najdel. Kako je izgledal ta cel treasure hunt? Pač v bistvu, Anjo smo eno pač taktično postavili, ki kaže, tako je imela roko, ne roko kaže, ne? Je imela, dejansko je kazala vse 3 različne Anje, ne? In dejansko je že bil hint tam, ne? In so čakali, ta Anja pač kaže nekam, pač so hinti, ne? Kam pač moraš gledati, ne? Pač se niso našli, potem si vseh še, ne? So že taktično pa so že rekli, okej, v tem prostoru se še nekaj nahaja, vse smo malo pomagali. Na kak način je to, ko najdeš Anjo, potem pač samo zapišeš, okej. Okej. Pač tehnologijo. Ne vzameš dejansko. Ne postaveš, a selfie narediš ali boš sam Ja, razumem. Pač dejansko rajdamo na teh tehnologijah, torej zakaj pa ne, če imamo telefone, zakaj pa ne uporabiti. Zdaj tukaj so komentirali, so imeli včeraj na tistem konvenču na gore, Haruko, kaj že, so imeli kviz, kaj, pešpot, basically, sem na papir pisali, ne, mislim, v dobi telefonov pa kazuje, pa... Na oder gor, 10 ali 15 skupin je bilo, so na oder gor, so na odru sedeli pa pisali. Čist klasično. Skaj niste sami šli voditi anime kviza? Mi imamo bolj rekel, težavnost je pa dejansko ful težji je bil pač kot pa naš, ne? Ker nismo pač vedno znižamo težavnost, da je pač primerna za naš trg tukaj, ne? Ker pač... Ja, vsi gledaš. Čeprav smo zdaj na Mofokonu face znižali težavnost, pa še vedno niso bili ljudje Na Mofokonu je bila malce preteže, ker so morali sami pisati. Koliko časa ste, ker vi ste zdaj v bistvu že tako dejansko ustaljen član na vseh anime kvizih, dejansko vi vodite in na Umiku, na Mofokonu. To pa tu igri, že dobro ve, kak so ti kvizi naši potekali od začetka, ne? Ker sam sodeloval tudi. Pač prvo smo začeli na našem Mokomacorju, oziroma Denis je pravzaprav začel z kvizim. Ti si začel na prvem Mokomacorju, ko si naredil učilnico. Učilnico, ja. Ko je bil test, kviz je bil test. Tematsko smo imeli pač torej šolo, ker smo dejansko imeli event v šoli, smo dali pač tematiko šola, school life. In jaz sem bil pač učitelj, ki se je ti pisal v bistvu preizkus znanja z animejo. In dejansko si imel dvostranski test, ki si ga pisal in si oddal in potem smo te žrebali iz tistega eventa. Takrat dalje smo potem dejansko začeli. To je bil prvi, potem to ni bil še Kazun, ne? To še ni, ne, to ne. Potem je pa bil drugi, je bil pa potem Jeopardy. Jeopardy, Jeopardy smo delali, Mislim, da je bil na Makonu, ne, če se ne motim. Ja, prvo smo ga izvedli na Mokomacorju, pač poskusno, pa so še posebej rekli, če bi lahko še na Makonu izvedli. Ker se jim je dobro zdelo, ja. Tretji je pa bil Ein, zwei oder drei, ne? Ja, ko ste skakali vsi na stage. Ko so vsi za tamo skakali, pravzaprav. Pa je tak tisto, tukaj, to je pravi, zadnji moment skočil na drugo polje, ne? Ja, taktika. Kako je to izgledalo? Ein, zwei oder drei. Nemška zadeva, ne? Pač to je v bistvu šov, kjer imaš recimo 3 vrata, oziroma 3, 1, 2 ali pa 3, ne? In potem da voditelj vprašanje in potem zakliče Ein, zwei oder drei, oziroma 1, 2 ali pa 3 je odgovor, ne? In potem pač postaviti, fizično, otrok skakati, so skakali sem pa tja in kje se strinjajo za odgovor, tam obstane. Ja. In vsi za Gregom skakali. In pač kaj je prvi odgovor in ti si potem vse pike pisali. Pač v bistvu na nemškem programu bilo neke vrste kot male sive celice. Potem je 150 ljudi, ki je skakalo sem in tja na odru. Koliko veliki krogi so bili to, da so lahko bili izvedli? Levo, desno. Saj tam ostajaš. Poskušamo narediti vedno vsako zadevo malo zanimivo, da je... Ja, interaktivno. Pač zdaj na zadnjih 2-krat, ko smo bili na Mofokonu, sem imel... Zdaj popravljati eno aplikacijo. Ja, Kahoot, ja. To smo imeli potem, zdaj, ker ni, možeš jih nekako tak narediti zabavn program zraven. Ker pa se telefon uporabljaš. Jovana, še imamo ki pokal od Umika od lani. Od Umika? Ja. A ja, od anime kviza. Ja, ker jaz sem bil tretji lani. Ja. To še obstaja. Glej, anime kviz. Jaz se moram pa ful pohvaliti, ker direktno po koroni je pač bilo, ko je prišel Mofokon, pa je bil anime kviz in tisti moment, ko je cela soba, tam 200 ljudi bilo povezanih na eno aplikacijo, pa smo skupaj sodelovali,
počutil sem se spet povezan z zemljo. To je bilo dejansko pri nas bila takrat ideja, ne, Andrej rekel, zakaj pa ne, zakaj bi mogli vedno se prijavljati, pa iskati nekaj ljudi, po 2-3 ljudje, veš, marsikaj se ne pozna, nima in bi rad sodeloval, pa ne more. Pa ko se ne upaš, greš gor. Zakaj ne gremo za tehnologijo naprej, kdaj v času korone se je ta zadeva face razpasla v šolah, pa vse posodne, tudi moja partnerka, ko v šoli uči, dosti uporablja tega. Zato imamo lahko našega, ki uporabljate zdaj. Zdaj je Andrej zakupil dejansko za koliko, za 1000 ljudi, 2000 ljudi? Za 400. Ja, pač ta večji paket. Sploh lahko dobimo 400 ljudi v eno dvorano. Ja, bomo videli zdaj, če bo letos kakšen večji dvorani, ampak bomo videli. Mislim, da Mofogon še ni nič napovedal, da bi bilo v kakšni drugi dvorani ali karkoli. Mislim, da je še vedno osnovna šola. Bojo pa mogli upgradati. In to se že pogovarjamo 2 leti, ker so totalno polni, pa že hudo je hoditi po hodnikih, ko imaš 30 ljudi na enem kupu. Čeprav mi, ko imamo zastojnice, mi težko se sprehajamo, ampak mi imamo vsaj prostor, kjer se lahko umaknemo, da smo malo prostora, da črno lukno, v Juvanovo črno lukno. Zato imamo vedno, si izberemo eno konvencijo, pač v Sloveniji, kjer pač uporabimo samo za networking. Okay. In to je NMN pač pri nas običajno, ker tam pač desko hodimo okrog, da se lahko vse pogovarja z ljudmi. In se pač pogovori z njimi, pač, če bi te zanimalo Mariboru kaj ali pa karkoli, pač potem na tak način. Pač eno konvencijo moraš na tak način. Se moraš biti kot gost, malo uživati sam. Se NMN sicer nas je že dvakrat mislim, da povabil, da bi sodelovali. Ampak tisto... Ne, rad se doživim časih tudi sam na kakšen kvizu, okej? Ja, to je res, na NMN je zmagal, tako da... Časih bi rad videl kakšen event, ne skozi svoje oči, ne samo skozi kamero. Sicer ti sem bil joint effort, da smo zmagali, ampak je bilo zanimivo. Cheateri, to pa ne smete. It always is a joint effort. Ja, saj pa vedno je tak, ne.